Pozdrav! Na današnji seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb smo obravnavali varnostno situacijo na Balkanu, še posebej v Makedoniji in pa vpliv tujih dejavnikov na tem območju. Seznanili smo se s poročili tako zunanjega ministrstva, notranjega ministrstva in policije, kot tudi Sove, ki je pripravila osnovno poročilo, in pa varnostno-obveščevalne službe Ministrstva za obrambo, skupaj s poročilom same ministrice. Komisija je po opravljeni razpravi soglasno ugotovila, da so razmere na Balkanu zaostrujejo, da so v glavnem za to krivi dejavniki iz tujine, ki vplivajo na Balkanu, in kot izrazito negativno vlogo ocenila vlogo milijonarjev Sorosa in pa Rockefellerja, pa tudi Rusije in Turčije. Vsi dobro veste, da je v zadnjih dneh prišlo s strani turškega predsednika do direktnih groženj Evropski uniji, da nihče več ne bo varen na njenih tleh, in da je v enem primeru bila omenjena tudi možnost, da bi Turčija razvijala termonuklearno orožje, kar seveda postavlja razmere na tem območju in pa najbrž vse mednarodne odnose v povsem drugačno luč in na čisto drugačne osnove. Kar se Makedonije tiče, je tam znano, da je bila neposredna vpletenost nekdanjega veleposlanika ZDA in pa kapitala, ki sta ga dala Soros oziroma Rockefeller preko svojih skladov, neposredno v rušenje prejšnje oziroma dosedanje vlade. To pa je bila tista vlada, ki je opravila nalogo, ki jo Evropska unija ni, in je zaščitila zunanje meje proti Grčiji, kar je zaustavilo migrantski val pred dobrim letom dni. Danes tam pomagajo policisti, tudi naši, pa predvsem iz Višegrajske skupine, in njihova vloga je tam izjemno pozitivna. Ne samo zaradi pomoči pri zaustavljanju migrantskega toka, ampak tudi, ker jih na nek način sprejemajo v Makedoniji kot obliko mednarodnega priznanja, zato ker delajo, da je to pravilno, in seveda pravilno tudi je, in to velika žrtev za celotno Evropsko unijo. Hkrati pa so tudi faktor stabilnosti in na ta način pač je zadeva funkcionirala več kot leto dni. Veliko vprašanje pa je, ravno danes, verjetno veste, da poteka konstitutivna seja makedonskega parlamenta po volitvah, kaj se bo zgodilo, če pride dejansko do oblikovanja povsem drugačne vlade, ker v predvolilnem obdobju so bile dajane s strani nekaterih celo izjave, da bodo takoj ponovno odprli meje. Zdaj seveda se je marsikaj že spremenilo, stabiliziralo in danes se najbrž vsi zavedajo, da če bi ponovno odprli meje, bi velik del teh, ki bi prišli, ostal tudi na tistih tleh, ker bi pač naprej ne mogli iti, bi pa to Slovenijo postavilo v popolnoma nemogoč položaj. To upam, da se vsi zavedate, kajti Slovenija naprej proti Avstriji ne bi mogla računati na odprto mejo. V razmerah, kakršnih smo, pa Slovenija sama ta trenutek ne more popolnoma zaščititi meje, niti v celoti zaščititi ozemlja na tak način, kot bi bilo potrebno. Tako da je v vitalnem interesu Slovenije, da ostane Makedonija stabilna, da tam zunanji faktorji s Sorošem na čelu pridejo tja, kamor sodijo, in to je po našem skupnem prepričanju sodišče, predvsem pa, da jih je treba nemudoma odstraniti iz področja vpliva in te stvari tudi ustrezno kriminalizirati, in da seveda ostanejo vse države na Balkanu stabilne. Tukaj vemo, da se križa izjemno veliko število interesov, zlasti poleg Makedonije v Bosni. Tam se sooča na eni strani Turčija, Arabci in na drugi strani se pravi predvsem Hrvaška ter Srbija in preko Srbije oziroma Republike Srbske tudi Rusija. Vsak ima svoje interese in zadeve tam se spreminjajo postopno v tako močan konflikt, da je dejansko vprašljivo nadaljnje funkcioniranje federacije,
če bi se nadaljevala pač sedanja zgodba s čedalje bolj šibko Evropsko unijo, ki potem ne bi več zmogla zagotavljati tistega faktorja stabilnosti na tem območju, kot ga je do sedaj. Zaradi tega smo, kot rečeno, ocenili kot izjemno negativno vplivanje tujih faktorjev, ki sem jih naštel v Soroševem načelu na tem območju. S tem se bomo zanesljivo tudi še soočali na prihodnjih sejah, tak je bil tudi dogovor, in pa seveda naslovili na vlado poziv, da naj stori vse, kar je na zunanjepolitičnem področju mogoče, da pač si bi še bolj prizadevala za to, da ostanejo države na tem območju stabilne, da se ne obnovijo procesi, ki jih destabilizirajo, in da pač ohranimo varnost v vsaj taki obliki, kot je bila do sedaj. Policija pa obenem opozarja še na krepitev kriminalitete, zlasti pri ilegalnem transportu ljudi, predvsem ilegalnih migrantov, in pa seveda tudi na krepitev obenem pač transportov ilegalnega orožja oziroma drugih problematičnih snovi, eksploziva in tako naprej iz področja Bosne in Hercegovine naprej na zahod. Vseh teh procesov je čedalje več, krepijo se tudi kriminalne združbe in to poleg že vsega naštetega predstavlja še dodaten varnostni izziv za Republiko Slovenijo. Kot rečeno, se bomo s tem problemom še ukvarjali in storili vse, da pač se zagotovi varnost ne samo na Balkanu, ampak predvsem na tistem območju, kjer to vsi želimo, to pa je v Sloveniji in naši neposredni soseščini. Hvala vsem.